Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen. Drage sestre, dragi bratje, piše se leto 2024, kot tudi letošnji Božič, tako kot že mnoge božiče pred tem, zaznamuje svetloba mnogih lučk in svečk, ki gorijo in razsvetljujejo temo. Kaj pa je tako zanimivega pri svetlobi oziroma luči? Svetloba je neverjetno hitra. Potuje lahko do 300.000 kilometrov na sekundo. Znanstveniki so dokazali, da človek, pa tudi mnoga druga živa bitja, sploh ne morejo preživeti brez svetlobe in nimajo pogojev za življenje. NASA, torej Vesoljska agencija ZDA, je sporočila, da učinek božičnih luči in božično razsvetljenih mest sega visoko v vesolje, saj je Zemlja v mesecu decembru neprimerno bolj razsvetljena. Sociologi pa ugotavljajo, da božične luči po celotnem svetu statistično značilno zmanjšujejo kriminal, saj v ljudeh vzbujajo občutek varnosti. In ne nazadnje, prva oseba, ki je božično drevo okrasila z lučkami, je bil po tradiciji ravno Martin Luther. Pred božičem se je namreč sprehajal po gozdu in ob pogledu na nebo so ga povsem prevzele zvezde, ki so se svetlikale na nebu. Spomnil se je tistih Jezusovih besed, da je on, torej Jezus, luč sveta in da kdor hodi za njim, ne bo hodil v temi. Kot simbol tega je doma okrasil božično drevo z gorečimi svečami. Tako kot Luther se je tega pomembnega dejstva zavedal tudi C.S. Lewis, ki je zapisal: nekoč davno je v našem človeškem svetu ravno preprost betlehemski hlevček imel nekaj, kar je bilo in še vedno je mnogo večje kot naš celotni svet in naš celotni S tem je seveda mislil na rojstvo Jezusa Kristusa. Poslušajmo sedaj besede iz Evangelija po Janezu, 1. poglavje od 1. do 5. vrstice, ki naj služijo osnovi za današnje razmišljanje. V začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Amen. Božični dan ima drugačen pridih kot božični večer. Božični večer namreč govori o vznemirjenju, navalu dejavnosti, ki nas popeljejo k jaslim. Danes pa je vse bolj mirno, manj je gneče, večja je tišina, manj je naglice. Če evangelist Luka opisuje božični večer, spev angelov, pa hvalnico pastirjev, potem evangelist Janez poskrbi, da Božič dočakamo brez angelov, pastirjev, Marije in Jožefa in celo Jezusa v jaslih. Luka opisuje zgodovinski dogodek, Janez pa opisuje stanje srca. Luka nam pove, kaj se je takrat zgodilo, Janez pa nas usmerja k iskanju presežnega pomena tega dogodka, rojstva Kristusa. Luka se osredotoča na otroka Jezusa v jaslih, Janez pa nam odpira pogled na to, kaj pomeni biti Božji otrok. Če božični večer predstavlja pričakovanje iskanja smisla in resnice
In če se lahko poistovetimo z negotovostjo Marije, zmedenostjo Jožefa, pa s hitenjem in naglico pastirjev, ki tako neumorno iščejo smisel, pa z glasnim petjem angelov, pa z naglim potovanjem Jožefa in Marije v Betlehem, njunim kasnejšim begom v Egipt, pa z modreci, ki so vznemirjeni zaradi kralja Heroda, potem je zvok božičnega dne v bistvu zdravilna tišina, ko se umirijo vsi življenjski vihari, vsa življenjska naglica, hitenje in zaskrbljenost, saj so naše oči osredotočene na luč življenja. Tišina je naravni odziv, ko se srečamo z Bogom. Ko se človek rodi, nastopi blagodejna tišina. Ko človek zadnjič zadiha, tudi nastopi tišina. Vse se odvija brez besed. Mati Terezija je nekoč dejala: molitev ali pogovor z Bogom je sad tišine. Morda pa je nekdo na današnji božič predramil tvoje ali moje razvrvano srce in zmotil najino temo. Če se bomo le zmogli umiriti, bomo morda v tej tihi in sveti božični skrivnosti slišali odmev Božje ljubezni. Božič je namreč odmev Božje ljubezni. In ravno o tem govori tudi evangelist Janez, ki nas vabi z besedami. V začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. Na prvi pogled se zdi to zelo težak in kompliciran stavek, ki pa v resnici predstavlja odmev zapisa na prvih straneh Svetega pisma, kjer je zapisano takole: v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Evangelist Janez nadaljuje: v njej, torej v besedi, je bilo življenje, in življenje je bilo luč ljudi, in luč sveti v temi. Prav tako pa pisec na začetnih straneh Svetega pisma govori o tem, da je Bog z besedo rekel: bodi svetloba, in nastala je svetloba. Torej, enako nedoumljiv kot stvarjenje je tudi pomen Kristusovega rojstva. Tako kot je Bog v začetku ustvaril nebo in zemljo, je bila v začetku tudi beseda, torej Kristus. Iz stavka evangelista Janeza, da je bila beseda pri Bogu in da je bila beseda Bog, pa izvemo še dve pomembni stvari. Kot prvo, izvemo, da Bog biva v občestvu, kar pomeni, da Bog biva v medsebojnih odnosih, pogovoru. Kot drugo pa izvemo, da je Kristusova identiteta božanska, zato to ni običajen otrok, ki se rodi, pač pa je Mesija, odrešenik sveta. Drama stvarjenja in s tem človeštva se torej s Kristusovim rojstvom nadaljuje. Tako močan je ta dualizem luči in teme. Tej temi, o kateri govori Sveto pismo, smo bili v zgodovini človeštva priča že nešteto mnogokrat in se ponavlja v obliki vojn, nasilja, zlorab in trpinčenj. Postkrščanska družba se ponovno spopada z občutkom tragičnosti življenja in obupavanjem nad življenjem, kar se navzven kaže kot socialna distanca in umik, nujnost in hitenje, grabežljivost, upor, naraščanje psihičnih motenj, naučena nemoč, osamljenost, ekonomski in moralni zlom. Človek kot ujetnik želje po tekmovalnosti ustvarja temo in postaja ujetnik svoje lastne svobode. Kljub vsem nadobudnim poskusom človeštva, da bi presegli krog nasilja in strahot, pa se v zgodovini človeštva zgodi dogodek, ki predstavlja intervencijo samega Boga stvarnika. To pa je dogodek prvega božiča.
in v tej dramatičnosti tedanjega sveta, denimo velikega kralja Heroda, ki lahko v današnjem času predstavlja hedonistično držo in zlom moralnega in vrednotnega sistema, pa zmedenih pastirjev, ki v današnjem času predstavljajo anksiozne in depresivne ljudi, ki se čutijo oropani svojega dostojanstva, pa modrecev z vzhoda, ki lahko predstavljajo porast inteligence, znanosti in tehnologije. In ne nazadnje angelov, ki oznanjajo veselo vest odrešenja in lahko v današnjem času predstavljajo poziv krščanske cerkve, ki pa je skorajda nihče več ne sliši. V vsej tej temi, tem pustem in praznem svetu, kar označuje zlomljene odnose, ranjena in prazna srca, apatične obraze in poglede, osamljenega človeka, ki sta mu dvojina in množina tuji, se v tihi in spokojni noči sam Bog v preprostem hlebu poniža in se v obliki nebogljenega otroka približa človeku. Trenutek odrešenja se rodi v tišini. Ob tem smo presenečeni nad tem, kar je Kristus naredil za nas. Mi, ki smo grešniki po naravi, otroci teme, sprejemamo Kristusovo luč, ki razodeva, da nas Bog neizmerno ljubi. Nekdo je nekoč zapisal: z Božičem v človekov temni in glasni svet prihaja svetla tišina, hitenje življenja in njegove skrbi pa se naenkrat zdijo tako daleč. Blagodejna in ozdravljajoča tišina, ki predstavlja naš odziv spoštovanja do Boga. Tišina je neverjeten zvok Božiča. Morda tudi mi danes stojimo v daljavi in se sprašujemo, kaj bomo letošnji Božič storili s tem Bogom, ki se tako nevsiljivo in spokojno sprehaja med nami. Če bomo dovolj dolgo stali v tišini, nas bo Božja luč našla in obsijala. Obsijala bo ječanje naše duše, razblinila naše dvome. Ni je besede, ki bi lahko izrazila neverjetno Božjo milost, s katero Božja luč sije v temo našega življenja. Prebrali smo namreč, da je bilo življenje v besedi, torej Kristusu, in to življenje je bilo luč ljudi. Z lučjo torej prihaja življenje. Dragi zbrani, morda smo v tej drami človeštva svoje življenje pohodili, pohabili, izgubili. Morda nas je ohromila zlomljenost ali pa mislimo, da itak nismo dovolj dobri. Toda Bog v vsej svoji ponižnosti v tej mogočni tišini prihaja, da bi svojo lučjo pregnal temo iz našega življenja. Če prihajamo zlomljeni, dovolimo, da nas Božja ljubezen obnovi. Če prihajamo ranjeni, naj nas Božja moč ozdravi. Če smo obupani, dovolimo, da nas Božje upanje odreši. Morda prihajamo prazni, vendar bomo odšli napolnjeni. Morda prihajamo krivi, vendar nam je zaradi Božje milosti odpuščeno. Morda prihajamo osamljeni, toda iz cerkve bomo odšli sprejeti z odprtimi rokami. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.